Lepo pozdravljeni v tokratnih izzivih. Pretekli mesec smo odkrivali Indijo, danes pa bomo v znamenju Rusije. Čeprav se za to največjo državo sveta zdi, da že vse ima, je njeno tržišče ogromno in prav zato polno poslovnih izzivov. Najprej se bomo podali na kratek potep po ruskih prostranstvih. S poznavalcem razmer na ruskem trgu bomo govorili o izzivih, ki čakajo tam in o tem, kako se s temi izzivi spopasti. Spoznali boste uspešno slovensko podjetje, ki je Rusom postavilo že ničkoliko napihljivih športnih dvoran. O novih možnostih za sodelovanje z Rusijo bo spregovoril ruski veleposlanik. Za konec pa bomo ob ruskem čaju poklepetali z gospo Olgo, ki je ruščine naučila že marsikaterega Slovenca. Najprej torej na kratko v Rusijo. Rusija je kolaž neštetih podob. Mogočna Moskva, elegantni Sankt Peterburg, vodka in okroglolične babuške kot najbolj iskan ruski spominek je le nekaj najbolj pogostih. My favorite ones to buy as souvenirs are the fancier ones because most people outside of Russia only think of the simple Matryoshka doll. Sloviti teater Bolšoj, graciozne ruske balerine ter muzej Ermitaž z eno največjih zbirk umetnin na svetu pa so med tistimi najbolj razkošnimi podobami iz Rusije. It's absolutely fabulous. It's like 2 for 1, the art and the building all together. It's just beautiful. Tudi podob impozantne ruske zgodovine ni malo. Neizbrisen pečat je dala slavna carska dinastija Romanov. Они связаны с историей нашей страны. Они выполнены великими мастерами замечательными. И художественная их ценность, историческая их ценность, конечно, не подлежит никаким. Pod Petrom Velikim je Rusija postala pomembna velesila. Zadnji na cesarskem prestolu pa je bil Nikolaj II. Za Romanove je bila usodna boljševiška oktobrska revolucija z Vladimirjem Leninom na čelu. Za njim sta usodo Rusije krojila Josip Stalin, diktator, ki je utrdil komunistično vladavino, pa kasneje Mihail Gorbačov kot zadnji predsednik Sovjetske zveze. Nostalgija po teh časih je še zdaj velika. Rusijo je iz komunizma popeljal Boris Jelcin, prvi predsednik Ruske federacije. Ob odstopu je za naslednika izbral Vladimirja Putina. Putin je za svojo priljubljenost vedno znal poskrbeti. Ustvaril si je sloves mačo politika in po zmagi na marčevskih predsedniških volitvah bo na oblasti še lep čas. In potem so tu čudovite podobe ruske prostranosti. Po površini največja država na svetu meri toliko kot 843 Slovenij. Ima najdaljšo reko v Evropi, Volgo, in najglobje jezero na svetu, jezero Bajkal. Байкал – это святыня, но у него даже много имен же. Вот, допустим, да, Бейкюль. Izjemno pestre pa so podobe ruskih ljudi. 144 milijonov jih je, pripadajo 160 različnim etničnim skupinam, govorijo okoli 100 jezikov. Velika večina jih živi v milijonskih mestih Evropske Rusije in jugozahodne Sibirije. Od Boga pozabljene vasice ruskega severa in vzhoda pa so iz dneva v dan bolj prazne. Жгли было дрова, так хоть с ума сойди, здоровенников крали до утра, а теперь вот залито ни разу и костра не было. Вот тут на берегу на лавочке. Med najbolj slavnimi Rusi je kozmonaut Jurij Gagarin, prvi človek v vesolju, ki je postal prava legenda. Živeti s tem ni bilo lahko, se spominja njegova hči Elena. Потому что одно дело вести частную жизнь, а другое дело оказаться в центре внимания не только людей, которые занимались непосредственно этой работой, но и в центре внимания всего мира. Потому что сразу возникла
необходимость давать какие-то интервью, принимать людей, принимать гостей, и это было достаточно сложно. Od vesoljskih dosežkov pa še k ruskemu gospodarstvu. Je 9. največje na svetu s 4 do 5% letno rastjo bruto domačega proizvoda. Poganjajo ga predvsem cene nafte in zemeljskega plina na svetovnem trgu. Prav odvisnost od energentov pa je hkrati tudi največja ruska ranljivost. Slaba stran je še prevelika vpletenost države v gospodarstvo, kar je dediščina Sovjetske zveze. Vlada se sicer te zapuščine skuša otresti. Еще раз подчеркну, наша стратегическая линия заключается в том, что государство должно поэтапно снижать свое прямое присутствие в экономике. Na prednostni listi je še znižanje davkov, pospeševanje tujih investicij, širjenje gospodarskih dejavnosti na nove sektorje, modernizacija infrastrukture ter omejitev pereče korupcije. Хотел бы подчеркнуть, конечно, борьба с коррупцией, вот такая масштабная и системная, она только началась. И мы будем ее вести решительно, системно и последовательно. V ruskem izvozu prednjačijo plin, nafta in kovine ter kemikalije in les. Največji del uvoza pa predstavljajo stroji in transportna oprema, blago široke potrošnje ter žita in nekateri drugi kmetijski pridelki. Blagovna menjava s Slovenijo je lani znašala dobrih 900 milijonov evrov, pri čemer so slovenska podjetja na ruski trg poslala največ zdravil, premaznih sredstev ter gospodinjskih aparatov. Vse več pa je tudi izmenjave turistov. V Slovenijo je tako leta 2011 prišlo kar za 30% več ruskih turistov kot leto predtem. Najpomembnejša je temeljita priprava. Tako pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer smo iskali nasvet, kako se dobro pripraviti na poslovanje v Rusiji. Lepo pozdravljeni. Začniva kar s poslovno klimo v Rusiji. Kakšna je dobra, slaba, kakšno je vzdušje? Treba je vedeti, da je poslovna klima oziroma da je gospodarstvo povezano tudi s političnimi razmerami v Rusiji. In ob tem moramo seveda vedeti in se zavedati, da je Rusija, podobno kot Slovenija, šele dobrih 20 let v neke vrste demokraciji in tržni ekonomiji. In seveda zaradi tega so procesi, ki zahtevajo svoj čas, procesi seveda nekakšnega normalnega delovanja tudi v poslovnem svetu, pa vendarle v Rusiji so izpeljali privatizacijo in razmere za posel so se drastično spremenile. Jaz mislim, da vendarle na bolje, da priložnosti so, da pa je seveda treba imeti v mislih, ko se odpravljamo na Rusijo, da je vendarle ta ekonomski sistem tudi v neke vrste povezan in prepleten z političnim sistemom. Še posebej in zlasti, ko govorimo o večjih državnih poslih. Kar pa se tiče manjšega posla, je pa tako, da je ruski trg relativno kljub vsemu še vedno zaprt, da je pravzaprav tudi strategija Rusije, da želijo biti samozadostni. In z tega vidika včasih to pomeni tudi neke vrste oviro, prepreko za enostaven vstop na ruski trg. Kako pa se recimo neko tuje podjetje sploh lahko na pameten način pripravi na vstop v ruski trg, ki je ogromen, kot vemo, kaj treba vedeti? Zlasti za manjše ekonomije, kot smo tudi seveda v Sloveniji, je to včasih kar velik izziv. Najprej bi tukaj omenil, da je mogoče z vidika slovenskih podjetij več priložnosti pravzaprav v močnih industrijskih regijah, kot je recimo Jekaterinburg, potem Nižni Novgorod, Kazan. To so vendarle velika milijonska mesta, ki ponujajo še kar precej priložnosti. Kajti vedeti moramo, da v Moskvi, v Sankt Peterburgu je pravzaprav vsa svetovna konkurenca. Pa vendarle, kot rečeno, dobra priprava, temeljita analiza trga, ali imamo sploh primeren izdelek za ruski trg. To je vprašanje, na katerega je treba odgovoriti. Kar nekaj primerov poznamo, ko je podjetje pravzaprav prišlo v Rusijo in ugotovilo, da nima trga za svoje izdelke, kajti ne moreš, danes težko konkuriraš seveda izdelkom iz Kitajske, Azije, morda tudi drugih vzhodnoevropskih držav, hkrati pa nisi dovolj prepoznaven, mogoče tudi kvaliteten v primerjavi z podjetji zahodnih držav. Torej še enkrat poudarjam, temeljita analiza in pa seveda tudi dobro poznavanje same mentalitete ruskih potrošnikov, tudi ruskih partnerjev, ko govorimo o business-to-business trgih, primerno tudi seveda cenovna politika, zagotavljanje
ustreznosti izdelkov, tudi z vidika certificiranja, pa prevoza in tako naprej. Skratka, analitično delo je v tem primeru izjemno pomembno. In glede na te opisane razmere, kaj sploh je tisto, kar bi nek slovenski podjetnik lahko ponudil? Kakšni so izzivi, kaj ponuditi Rusiji, za katero se zdi, da že vse ima? To, da že vse ima, mislim, da kar drži, kot rečeno, zlasti še enkrat poudarjam v velikih središčih, mestnih središčih. Tukaj bi razdelil priložnosti slovenskega gospodarstva na dva dela. Po eni strani to, kar pravzaprav že izvažamo v Rusijo, kot je farmacija, kot je bela tehnika, kemija oziroma barve, laki. To so močne blagovne znamke, to so ugledni proizvajalci, ugledni izvozniki iz Slovenije in ti seveda morajo graditi naprej na širitvi svojih priložnosti. Po drugi strani pa imamo kupico manjših podjetij, ki poskušajo tudi prodreti na ruski trg. Za njih je pomembno, da ponudijo nekaj več. V tem smislu, da je to, bodisi da je to prestižna zadeva ali pa da je to produkt, ki ga pravzaprav v Rusiji nimajo. In takšnih, ugotovili ste pravilno, ni prav veliko, pa vendarle so to priložnosti na trgu učinkovite rabe energije, so to priložnosti na trgu zelenih energij, zelenih tehnologij, tudi ne nazadnje gradbenega projektiranja, pa še kje bi se našlo v tem segmentu. In še ena velika priložnost za slovenska podjetja je turizem. Ne samo ta poletni turizem, da tako rečem, ampak predvsem zdraviliški turizem. Se pravi, turizem povezan z zdravljenjem. V Rusiji to seveda potrebujejo. Če se še malo dotakneva samega poslovanja z Rusi, kakšni so in kaj na primer pričakujejo od partnerjev, tujih partnerjev? Sprva predvsem nezaupljivi, izredno tehnično podkovani. Torej, treba je vedeti, da ko gremo na ruski trg, moramo biti zelo dobro pripravljeni. Tukaj bi omenil tudi poznavanje ruskega jezika. Za sklepanje resnih poslov bo znanje ruščine nujno potrebno. Ko enkrat dobite, da tako rečem, ruskega kupca na svojo stran, ko mu uspete zlesti pod kožo, tudi ta slovanskost, ta slovanska duša včasih je pomembna, odigra, ima pomembno mesto, ne da ne. Mi se ne smemo sramovati, da smo tudi slovanski narod, ne smemo se sramovati, da smo bili nekdaj del skupne Jugoslavije, ker ima to seveda v očeh povprečnega Rusa še vedno neko pozitivno noto, pozitivno vrednost. Sicer pa, kot rečeno, ko enkrat dobiš kupca, mislim, da so Rusi zelo zvesti, da te ne spustijo zlahka, da so pripravljeni na sodelovanje, da enostavno postanejo vaši. Morda za konec, če v njihovih navadah pri sklepanju poslov najbrž ne potekajo vedno zgolj v nekih formalnih prostorih. Kaj je v navadi? Torej, ta stereotip, da se posli sklepajo ob velikih količinah vodke in seveda dolgih večerjah, ne drži več tako, seveda pa je to še prisotno v poslovni kulturi. Tega se je treba zavedati. Še vedno se radi pokažejo kot dobri gostitelji, radi pokažejo, da so velik narod, da so seveda pomembni v svetu in to igro je treba sprejeti. Tudi seveda preživeti marsikakšen večer v njihovi družbi, ki je morda naporen, pa vendarle, to je del poslovnega rituala. Najlepše se vam zahvaljujem za pogovor. Hvala lepa tudi. Na ruskem trgu že vrsto let uspešno deluje podjetje Duol iz Brezovice pri Ljubljani. Tam izdelujejo napihljive športne dvorane, s katerimi so lahko prekrita nogometna, teniška, celo golf igrišča ali na primer bazeni. V 2 desetletjih obstoja je Duol z Dušanom Olajem na čelu postal visoko tehnološko podjetje in se uvrstil med vodilne svetovne proizvajalce napihljivih hal. Njihovi nadvse praktični objekti imajo številne prednosti. Prvič to, da jih je izjemno hitro možno postaviti, drugič, da so sezonskega značaja in tretjič, da je za postavitev takih objektov potrebno bistveno manj papirologije kot običajno za tako imenovane kapitalne objekte. Investicija je tudi do 10-krat nižja kot pri klasičnih zidanih objektih. Življenjska doba do 40 let, obratovalni stroški razmeroma nizki. Vse to zagotavlja visoko donosnost. V Sloveniji so tako doslej postavili okoli 50 balonov, med njimi je mobilna telovadnica pri brezoviški osnovni šoli, po svetu pa je njihovih objektov že več kot 1000.
Glavno težišče vsekakor so države bivše Sovjetske zveze, kamor odpade preko 60% celotne realizacije objektov. Ostalih 30% si pa delijo potem skandinavske države, države bivše Jugoslavije in pa Turčija ter zalivske države. Največji napihljiv objekt s kar 16.000 kvadratnimi metri prekrite površine, ki tudi v svetovnem merilu velja za rekordno velikega, so postavili v Kazahstanu. V Rusiji, na primer, pa stoji ena od hal, na katero so še posebej ponosni. Mogoče je najbolj prestižni objekt pokrito nogometno igrišče nogometnega kluba Lokomotiva Moskva. Gre za 12.000 kvadratnih metrov veliko nogometno igrišče z tribunami. Prodor na trge nekdanje Sovjetske zveze, kjer napihljivih hal dotlej sploh niso poznali, se je začel leta 1995. Šlo je za teniško igrišče za administracijo predsednika Belorusije. Potem pa v relativno kratkem obdobju leta smo podobne objekte uspeli postaviti še v Kazahstanu, v Ukrajini, ter leta 1996 koncem tudi v Samari v Ruski federaciji. Kmalu zatem se je Duolovi ekipi pridružila Rusinja Ala. Pri poslovanju na vzhodnih trgih je še zdaj v veliko pomoč. Ko slišijo na drugi strani rodni jezik, da pač takoj nek drug občutek dobiš, da se bolj odprejo do tebe in pol neko zaupanje dobijo. Je pa v vseh teh letih, kot pravi, opazila precejšnjo spremembo v strukturi ruskih poslovnežev. Ti znajo biti tudi zelo zahtevni. So bolj izobraženi, obvladajo tuji jeziki, ker včasih sploh nisi mogel poslovati na ruskem tržišču, če nisi znal jezika. No, najbolj neposreden stik z Rusi pa imajo Duolovi monterji. Njihovo delo se začne med skicami in načrti, ki jih pripravlja inženirski tim. Nadaljuje pa v Rusiji, kjer poskrbijo, da tehnološko dovršene hale stojijo ob pravem času na pravem mestu. Povsem logistične težave, pa na primer pomanjkanje ustrezne delovne opreme pri tem niso redkost. A ob minusih je tudi ogromno plusov, pravijo. Plus recimo našega dela v Rusiji je pa v odprtosti tega naroda, se pravi, dokaj so podobni v nam. Nekako razumejo, včasih tudi sami svojo napako, včasih je napaka naša, včasih je napaka mogoče problemi z vremenom in zato pride potem se te problemi drugače rešujejo in lažje rešujejo, kot se rešujejo recimo v Skandinaviji ali Evropi. Nadvse dragocene so tudi prijateljske vezi, ki se stkejo ob tem. Imamo ogromno prijateljev po različnih mestih v Rusiji. Spoznal sem jih pač glede tokom našega dela. So odprta duša, zelo podobni nam in te kontakti so prisrčni in jih trajajo. Da je Duolova ekipa v Rusiji in na ostalih trgih nekdanje Sovjetske zveze nadvse uspešna, priča tudi nedavno sklenjen in skoraj 3 milijone evrov vreden posel za Kazahstansko univerzo Nazarbajev. Sicer pa so, kot pravi njihov prvi mož Dušan, prav trenutni krizni časi velik izziv in priložnost za takšne napihljive objekte. Z njimi si tako že lep čas utirajo pot tudi na zahodne trge. Kako državi gospodarsko že sodelujeta in kako bi še lahko, smo preverili na ruskem veleposlaništvu. V Rusiji je sicer kar nekaj slovenskih podjetij, nekatera celo z lastno proizvodnjo, a gre predvsem za velika, že uveljavljena podjetja, medtem ko manjša izzive, ki jih ponuja ruski trg, šele odkrivajo. Gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Rusijo se razvija dokaj dinamično, pravi veleposlanik. Odnose sta sicer nekoliko ohromili svetovna finančna in gospodarska kriza, a zahvaljujoč ukrepom obeh vlad so gospodarske povezave še vedno uspešne. Конкретным показателем этого являются итоги, скажем, сотрудничества за прошлый год. Экономическое сотрудничество
если говорить о денежном выражении, превысила $1,5 миллиарда за прошлый год. И рост 21%. То есть это довольно высокий показатель. Я думаю, таких примеров мало будет. Вот, но тем не менее, резервы огромные. И над их использованием мы сейчас работаем. Med rezervami so na prvem mestu tiste, ki jih ponuja gradnja plinovoda Južni tok. 270-kilometrski krak bo šel tudi čez Slovenijo. Ogromna investicija bo s seboj prinesla nove projekte ter s tem nova delovna mesta. Drugo pomembno priložnost pa Zavgajev vidi v okrepitvi sodelovanja z malimi in srednje velikimi podjetji. Я назвал товарооборот $1,5 миллиарда за прошлый год. Но этот товарооборот обеспечили в основном со славянской стороны десяток крупных фирм, таких как Ирка, Рика, Искротел и другие. А вот 1000 мелких товаропроизводителей, значит, вот в этом процессе пока не участвуют. И с российской стороны, и с славянской стороны. В связи с этим мы в ближайшее время проведем заседание деловой совет российско-славянский, и выработаем меры по активизации вот этого вот резерва. Pri prodoru na ruski trg ima Slovenija po njegovem velike možnosti. Med manjšimi podjetji izpostavi na primer vinarje in proizvajalce nekaterih drugih kmetijskih pridelkov, pa na primer proizvodnjo pohištva. Za vse to je ruski trg izjemno velik, doda. Nenazadnje se bo z vstopom Rusije v Svetovno trgovinsko organizacijo izboljšala tudi tamkajšnja gospodarska klima. Oblikovalo se bo stabilnejše in bolj predvidljivo okolje za trgovino in tuje investicije. Priložnosti pa bo tako še več. Естественно, в эту всемирную организацию и выход в эту организацию предполагает общий рост не только объемов, скажем, производства товаров и товарооборота, но и вывод его на качественно новый уровень. То есть это новые товары, новые технологии, новые организации труда и так далее. In tudi v tem smislu ima Slovenija pri sodelovanju z Rusijo v prihodnje dobre možnosti. Slovenska podjetja imajo namreč tam precejšen ugled, temelječ na zaupanju, ki so si ga pridobila še v času Jugoslavije. Za konec pove Zavgajev. Za konec pa vas bomo seznanili še z gospo Olgo Kupljenik, Rusinjo doma iz Krasnodarja, ki v Sloveniji živi in dela že 2 desetletji. Obiskali smo jo v jezikovni šoli Ruski ekspres, specializirani prav za poučevanje ruskega jezika. Ob prihodu nas je čakala topla dobrodošlica, čaj iz ruskega samovarja. Пожалуйста. Hvala. No, pa povejte, kako mi je všeč. Super. Samovar je dejansko zelo priljubljen ruski čajnik, kot mu pravimo Slovenci. Namenjen je seveda gretju vode. Je na nek način mirovnik, ker takrat, ko ga postaviš na mizo, tako pravijo, da še starih časov, da se ne smeš kregati. In če samovar zdaj kraljuje domala v vsaki ruski hiši, je bil nekoč pomemben statusni simbol. Takrat, ko so se pojavili, en samovar recimo stal tako kot cela krava. Samovar pa je le eden od značilnih predmetov, s katerimi skuša Olga svojim učencem približati rusko kulturo. Med njimi so tudi nepogrešljive babuške, po rusko matrjoške. Matrjoška je simbol ljubezni, družinskega blagostanja in materinske sreče. Prav poznavanje kulture je pri učenju jezika nepogrešljivo, pravi. To ni samo listanje učbenikov, pa piljenje slovničnih pravil, mora biti zanimivo. Zato v učni proces vedno vključimo še kakšno dodatno gradivo ali pa prezentacije. To se pravi, se pogovarjamo o načinu življenja v Rusiji, kaj pojejo, kaj jedo, kaj pijejo, kam potujejo. Učence tako večkrat peljejo tudi v Rusijo in na ta način razbijajo stereotipe o tej veliki in nekoliko skrivnostni državi. Otrokom pa bodo ruski jezik letos prvič skušali približati celo na poletnem taboru.
bomo na razpolago imeli odlične naravne govorke ruskega jezika, ki se bodo ukvarjali z otroke. Bomo tudi kaj ruskega skuhali, seveda se bomo športom ukvarjali, govorili skozi cel dan v ruskem jeziku, v glavnem imeli se bomo zelo lepo. Pa je ruščina težka? In težka in ne. Glede na to, da je to slovanski jezik, dost hitro se ga da naučiti. Morda se sami Slovenci ne zavedajo, koliko besed že poznajo. Recimo banan, banana, banka, bank, vino, vino. To so že besede, ki praktično v ruščini in vi jih poznate, samo na glas treba dati na drugo črko. In v tem je vsa umetnost. In potem steče beseda o njenem življenju v Sloveniji. Kakšni so bili prvi vtisi? Zelo lepi. Jaz sem bila dejansko presenečena in navdušena, kako je prelepa Slovenija. Sem se takoj vanjo zaljubila. Takoj. Občutki ob prvem obisku pri slovenskih prijateljih pa malce nenavadni. Na mizi me je pričakala le kava in nič drugega. Pri nas ponavadi ob takem dogodku miza bolj obložena. Potem pa sem tudi jaz spoznala, da je pri Slovencih taka navada. In kaj mislite, sem jaz kaj zdaj boljše? Tudi, ko dobim obisk, ponudim kavo, čaj pa piškote. Po 2 desetletjih se seveda razlike med življenjem tu in v Rusiji precej zabrišejo, pravi, pa vendarle so in nekatere se ji še zdaj zdijo zabavne. Še zdaj se mi je smešno, ko slišim, kako vremenoslovci rečejo, no, smo pa doživeli sibirski mraz, zunaj pa je -8 stopinj. Če bi sibirski mraz zares želeli doživeti, bi morali v mestece Ojmjakon. Tam so namerili kar -68 stopinj Celzija, zato velja za najbolj mrzel kraj na severni polobli. Če boste dali banano zunaj, za par minut z njo lahko zabijete žeblje. Ali pa če za par minut obesite zunaj perilo, ga lahko trgate kot papir. Vodka tam zmrzne. Zaradi mraza sicer ne, pa vendarle se Olga v domovino pogosto vrača. Čeprav se v Sloveniji počuti kot doma, bo del njenega srca vedno v Krasnodarju, doda za konec in se poslovi povsem v ruskem slogu. No in na koncu jaz bi vam hotela še eno simbolično darilce dati. To je, kot že veste, ruska matrjoška. In želim vam in vaši družini, da bi vas vedno spremljali sreča, ljubezen in družinsko zadovoljstvo. Hvala lepa. Hvala. Za danes je bilo to vse. Glejte nas spet prihodnji mesec, ko vam bomo predstavili sodelovanje med Slovenijo in Dansko. Do takrat pa se seveda lepo imejte in ne pozabite, svet je priložnost. Nasvidenje.